naša Moldava, pestvica naša, srca obraša, Božja ljubezen, prenaj iz nas. Začnemo naše šmanice v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljeni, dragi otroci. Hvala Bogu, da smo spet tukaj. Vse je milost, da smo se danes zbudili in dihamo, in to je že veliko milost. In da lahko vidimo, da lahko govorimo, da se lahko smejimo, vse je milost, nič ni samo umevno. In zato se Bogu zahvaljujemo za dar življenja. Včeraj smo poslušali in slišali o neki punci, ki je bilo ime Julija Biljard. Kdo pa je bila Julija? Vzgojiteljica in učiteljica. Ona je bila zelo dobra, skrbna in ljubeča vzgojiteljica in učiteljica. Otroci so jo imeli zelo radi in so jo oboževali. Sveta Julija pa jih je tudi tako sprejela za svoje otroke. A vi, kakšni pa so vaši učitelji? Dobri pa skrbni. Lepo. Dobri pa skrbni. Učitelji so zelo dobri. Tudi včasih, če se vam zdijo zelo strogi, to delajo iz ljubezni. In naši učitelji, ki so že šli iz tega sveta, so v nebesi. Zakaj? Zato, ker so skrbeli za naše srečo, za naše dobro. In zato tudi ti učitelji, ki nas danes učijo, bojo tudi oni enkrat šli v nebesa. In zato hvala Bogu za učitelje, učiteljice, profesorice in vse ljudi, ki nas učijo. Današnji naslov pa ima, in to je že 10. dan šmanic, in ima spokorniki so tudi trpeli. Naše birmanke nam bojo zdaj prebrali to lepo zgodbo in bomo odkrili, kdo so spokorniki. Lepo poslušajte. Velikokrat sem slišal za svetnike, ki se jim reče spokorniki. Kdo so to? To je zanimalo Petra. To so svetniki, ki so svoje življenje posvetili pokori. Je odgovoril Serafinček. Je to takšna pokora, ki jo dobimo pri spovedi? Je bila radovedna Tamara. Ne. Se je zasmejal Serafinček. Pokora, ki jo dobite pri spovedi, ni nič v primerjavi s tisto, ki so si jo nalagali spokorniki v času svojega življenja. Veste, včasih so pokoro jemali veliko bolj resno in strogo. Hoteli so jo občutiti na svojem telesu. Vi pri spovedi dobite za pokoro, da zmolite kakšno molitev ali opravite dobro delo. Za spokornike je bila molitev sestavni del njihovega življenja. Prav tako pa tudi dobra dela. So lahko počeli še kaj drugega? Verjetno so se tudi veliko postili. To sem nekje prebral. Je vedel povedati Peter. Drži, tudi to. Postili so se. Je pokimal Serafinček. Imeli pa so še veliko drugih načinov. Spali so na trdnih deskah ali golih tleh. Zavračali so v kakršno obdobje, pogosto so se bičali in nosili posebna spokorniška oblačila ali pa pasove. Bičali so se? Se je čudila Tamara. To pomeni, da so pretepali sami sebe? Bičanje samega sebe je bilo pred nekaj stoletji povsem normalno. Jih je podučil Serafinček.
Ljudje so hoteli pokorno tudi čutiti na lastnem telesu, kot sem dejal. Med molitvijo so klečali na kamnitih tleh in v molitvi vztrajali ure in ure. Danes tega nismo več sposobni. Je priznala Manca. Telesna pokora vam danes res ni blizu. Se je strinjal Serafinček. Pa nam predstavi kakšnega takšnega svetnika. Je Peter izzval Serafinčka. Takšnih je veliko, v resnici je bil vsak svetnik tudi spokornik. Poznamo pa tudi svetnike in svetnice, ki so se preobrnili od svojega grešnega življenja. Spoznali so zablodo, ko so hlepeli po telesnih užitkih, kot se temu reče. Takšna je bila Marjeta iz italijanskega mesta Cortona. Bila je lepo in mlado dekle. Dala se je zapeljati nekemu plemiču in bila njegova ljubica. Nekega dne je plemič odšel od doma, vrnil pa se je le pes, ki je Marjeto peljal na kraj, kjer je bil plemič pokopan. Ko je videla njegovo trohtečo truplo, jo je presunilo spoznanje, da je umrl poln grehov. Zato se je preselila v majhno hišico in vsa leta svojega življenja posvetila delanju pokore. Kako se pa preživljala? Je zanimalo Manco. Preživljala se je z delom svojih rok. Ko so ljudje spoznali, da se je resničnost preobrnila, so ji sami začeli nositi darove. Bila je tako iskrena pri izvršavanju pokore, da je v času svojega življenja izprosila mnoge čudeže pri Bogu. Neverjetno, tako se je kesala svojih grehov. Se je čudila Tamara. Da, tako se je kesala svojih grehov, ki jih je storila v vseh letih do svojega spreobrnjenja. Spoznala je, da je Bog prava ljubezen, vse ostalo pa zgolj prevara in laž. V zamaknjenju se je pogovarjala z Jezusom, ki je razodel, da je očiščena grehov. Dejal ji je celo, da jo je poklical, da bi bila zgled mnogim grešnikom, da bi se spreobrnili in začeli živeti kot ljubljeni Božji otroci. Neverjetno. Je vzdihnil Peter. Če bi se le Jezus tudi z menoj tako pogovarjal. Saj se pogovarja, le slišati ga moraš. Se mu je nasmehnil Serafinček. Hvala lepa, a ste lepo slišali. Zdaj ste razumeli, kdo so spokorniki. Veliko molijo, so se pičali in so tudi postili. So tisti, ki delajo stvari iz ljubezni. Karkoli delaš iz ljubezni, si lahko tudi vzameš in sprejemaš s pokoro. In zato dajmo si delati dobro, delati vse iz ljubezni. Kako so delali spokorniki? Dobro, za nalogo imamo za nekaj dni se odpovej razvadi, ki te vzame veliko časa. Razvade, ki ti vzamejo veliko časa. Odpovemo temu. To je tudi spokor. V redu, zdaj pa bomo zaključili z molitvijo, ki sem jo jaz nekako po svoje sestavila. To je tudi za Marijo. Marija, hvala, ki si nam mati. Hvala, ki nas spremljaš. Hvala, ki nas ljubiš, ki si nas ti prva ljubila. Te ljubimo. Hvala, ker zreš na nas. Hvala, ker pri Bogu izprosiš milost za nas. Ti, ki si milostljiva, ti, ki si dobrotljiva, ozri se vedno na nas in ostani naša mati. Amen. Marija, Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas. Mati ljubezniva, prosi za nas. Mati čudovita, prosi za nas. Mati dobrega sveta, prosi za nas. Devica hvalevredna, prosi za nas. Se vidimo spet jutri.
le possa imejte in živite kot svetniki. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala, dir mankam.